Pred nekaj trenutki je predsednik ZDA Donald Trump na Truth Social izjavil, da Iranu se čas izteka in da se morajo hitro premakniti, sicer od njih ne bo ostalo nič. Čas je ključnega pomena. Ta objava prihaja po tednih zastojev v pogajanjih o jedrskem vprašanju in le nekaj dni po obisku predsednika Trumpa v Pekingu se Izrael in Združene države zdaj tiho pripravljajo na možnost ponovnega konflikta z Iranom. Vojaško usklajevanje se stopnjuje, raketne grožnje pa se ponovno pojavljajo. Predsednik Trump namiguje, da bi se lahko, kot sam pravi, mir pred nevihto kmalu končal. In Black Mirror poroča. Izrael in ZDA izvajata intenzivne priprave na morebitno ponovno izbruh bojev v Iranu. Po poročilih potekajo pogovori na najvišji ravni med IDF in Mossadom, saj se vojska pripravlja na morebiten ponovni konflikt. To se dogaja, medtem ko naj bi potrpežljivost ameriškega predsednika Donalda Trumpa pojenjala zaradi zastoja v pogajanjih med ZDA in Iranom. Na svojem računu Truth Social je Trump čez noč objavil sliko sebe na ladji v razburkanem morju z napisom "Bilo je zatišje pred nevihto". Po ocenah Izraela pa Trump verjetno ne bo šel, citiram, do konca. Medtem izraelski uradniki pravijo, da je Iran obnovil nekatere svoje raketne zmogljivosti. In ni samo vojska tista, ki se pripravlja. Iranski državni mediji prikazuje vladne podpornike, ki v mošejah prejemajo obrambno usposabljanje. Prišli smo s svojo družino. Pripeljali smo celo svoje vnuke. Vsi se moramo naučiti uporabljati orožje, da bomo branili svojo državo. Trump, hormuške ožine ne moreš vzeti Iranu. Prišla sem, da te uničim. Ena glavnih ovir v trenutni situaciji je ta pomembna trgovska pot – hormuška ožina. Iran pravi, da bo kmalu razkril svoj načrt za upravljanje prometa skozi hormuško ožino, vključno zaračunavanje pristojbin. In ker je regija na robu še ene 4-urne vojne, so vse oči uprte v predsednika Trumpa in njegovo naslednjo potezo. Za več informacij se nam zdaj pridružuje Joel Rubin, nekdanji namestnik pomočnika ameriškega državnega sekretarja in avtor knjige Reševanje demokratične zunanje politike, ki se nam oglaša iz Združenih držav. Joel, ameriški predsednik pravi, da ura teče, vendar se zdi, da ura teče že ves čas. Predsednik Trump in premier Netanjahu sta imela danes zvečer telefonski pogovor, da bi razpravljala o Trumpovem obisku na Kitajskem. Toda ali je Trumpovo srečanje s predsednikom Xijem kakorkoli spremenilo računico glede Irana? Ali pa se Izrael in Združene države še vedno soočajo z isto osnovno izbiro med trdno diplomacijo in morebitnim vojaškim posegom? Kje smo trenutno? Ja, Nikol, lepo je biti z vami. Kitajska vpletenost je bila v najboljšem primeru brez jasnega izida. Zdaj je jasno, da je predsednik Xi povedal, da mora biti ožina odprta in da želi, da se vojaški spopadi končajo. Seveda pa želi tudi reševati jedrsko vprašanje. Ampak v resnici ni bilo ničesar, kar bi bilo povezano s tem, kako bi te cilje dosegali. Mislim, da smo zdaj tam, kjer smo bili pred obiskom. Na nek način pa to daje predsedniku Trumpu nekoliko več prostora za ponovni vojaški poseg, saj je zdaj opravil svoje srečanje s Kitajsko in to je bil mejnik, ki je bil pred in med vojno zaskrbljujoč. Bi šel na Kitajsko, medtem ko smo sredi vroče vojne. No, zdaj je to opravljeno. In zato mislim, da predsednik zdaj gleda na pogajanja meni, da so zastala. In res so zastala. Iran želi uveljaviti večji nadzor nad Hormuzom, ne manjši. Zato so njegove možnosti vse bolj omejene. In zato se vojaška možnost zdaj javno omenja veliko bolj agresivno kot pred nekaj tedni. Kakšne omejene vojaške možnosti ZDA bi lahko še vedno poslale sporočilo, ne da bi Ameriko potegnile v širšo vojno? Katere možnosti se trenutno obravnavajo? Ja, glejte, glavna možnost je seveda, kako odpreti ožino. In ali obstaja možnost izvedbe napadov na to območje, da bi odstranili iranske sile, ki streljajo v ožino ali grozijo, da bodo streljale ali polagajo mine, odstraniti pa je treba tudi vso to infrastrukturo. In to lahko pomeni tudi vojake na tleh v tistih obmejnih območjih ob ožini. In to je zelo tvegano početje. To je nekaj, o čemer je predsednik že govoril, to bi verjetno bil način izvedbe na terenu, če se bo odločil za to pot. Ampak trenutno Iranci ne čutijo nobene potrebe, da bi se hitro vrnili za pogajalsko mizo. In pripravljeni so, in to moram dodati, pripravljeni so, da njihovi ljudje še naprej trpijo. V Iranu ni interneta. Ne dobivajo nobenih prihodkov, ker mi, Združene države Amerike, blokiramo tudi njihov izvoz nafte.
In v resnici imajo lahko veliko več potrpljenja kot mi, ker jim ni mar, da njihovi ljudje trpijo. Za razliko od Združenih držav Amerike, kjer so cene nafte povzročile visoke cene goriva na črpalkah in so Američani zaradi tega konflikta vse bolj nemirni. No, dokler ima Iran potrpljenje in dokler Iran ne popušča pri svojih zahtevah, ali vidite kakršnokoli možnost za pravi diplomatski preboj? Vidim jo le, če predsednik nadgradi to, kar je naredil na Kitajskem, še naprej uporablja vojaške grožnje kot eno od poti, a se hkrati vrne k Kitajcem. In vem, da je javno rekel, da jih noče za nič prositi, da ne potrebuje njihove pomoči. Dan prej je državni sekretar Rubio dejal, da njihovo pomoč potrebujemo njihovo pomoč. Potrebujemo ves diplomatski pritisk, ki ga lahko dobimo od naših zaveznikov, ki prav tako trpijo, pa tudi od naših nasprotnikov, kot je Kitajska. Seveda govorim o evropskih državah in državah NATO, ki prav tako potrebujejo, da nafta ponovno steče. In vsi morajo pritisniti na Iran. Ker če ne, mislim, da je predsednikova odločitev, da se vrne k vojaškemu ukrepanju, smiselna. Vendar mora najprej preučiti vse diplomatske možnosti, preden se odloči za vojaško. Mislim, da na tem področju še nismo naredili dovolj. Joe, kaj boste spremljali v naslednjih 24-48 urah, da bi dobili kakšen pokazatelj, kam bi se lahko stvari tukaj v regiji razvijale? Ja, povem ti eno stvar z vidika Washingtona, Nicole, in sicer, da ima predsednik še vedno veliko političnega prostora, da lahko manevrira po lastni volji. Pravzaprav je sinoči dosegel manjšo zmago na predizborih v Louisiani, kjer je bil njegov republikanski nasprotnik poražen na volitvah. Tako ima res popoln nadzor nad republikansko stranko. To pomeni, da ga kongres pri tej vojaški akciji ne bo ustavil. Zato vidim naslednjih nekaj dni kot ključnih za postavitev temeljev za obnovljeno ukrepanje. In to lahko izkoristi, da Kitajce pripravi do tega, da storijo precej več, kot so o tem le govorili, ko je bil tam. Prav tako pa lahko naše evropske zaveznike spodbudi, da pritisnejo na Iran. Ker Iran očitno meni, da ima prednost, da ima čas in da lahko to nekako zavlačuje. Vojaška možnost v ozadju mora biti jasna, da lahko prek naših zaveznikov pritiskamo na Iran. In mislim, da bomo v naslednjih nekaj dneh šli v to smer. Joe Rubin, hvala za to posodobitev. Veseli smo, da ste z nami na E24 News English kot vedno. Hvala. Nicole.